in sestre, dragi prijatelji, vsem želim dober večer. Vse vas pozdravljam na tem zame svetem kraju, kjer sem doživela najvažnejše srečanje svojega življenja, kjer mi je Bog podaril vero v Jezusa Kristusa. Čeprav sem predtem mnogokrat sedela v tej cerkvi, jokala, se pogovarjala z njim, za katerega sem verjela, da mora biti, da me sliši. Imela sem velik strah pred križanjem in si ga nisem upala pogledati niti v tem čudovitem vitražu, ki je v sredini. Vedno sem gledala navzgor in sem rekla, glej, prosim te, stori, da se iz tega blata, v katerem se nahajam, iz tega močvirja, iz te umazanije dvignem skozi vedno bolj čista voda, navzgor, vedno bolj navzgor, naj bo vedno bolj čisto in naj se odprem kot ta cvet, ta rozeta, ki je na vrhu tega vitraža tvoje cerkve, naj se odprem kot cvet in obsajam svojo dobroto in svojo milost. Naslov je umetnik, posredovalec Božjega. Jaz seveda nisem teoretik in bi zelo težko predavala na ta način, ker vsak ima svojo pot. Poleg tega je ta nekako moja pot, ne vem, toliko zavita, vijugasta, da bi jo nekako teoretično zelo težko umestila med druge, ne vem, zgodbe velikih umetnikov, mogoče bi to bilo tudi pretenciozno, tako da bom enostavno vam poskušala povedati vsaj približno to svojo zgodbo. To bo moja, upam, da ne predolga pripoved o tem, kako sem iskala sebe in svoj smisel in kako sem ju našla v prostorih kulture, umetnosti in vire. Človek že kot otrok začuti neko nejasno zadovoljstvo in veselje, ko zasliši prvo otroško pesmico, zgodbo o živalih, pravljico. Pripadam narodu, ki je vedno imel zelo razvito izročilo pripovedovanja v večernih druženjih. Če se danes skušam spomniti, katera je njegova posebnost, z ozirom, da poznajo vsi narodi to ustno izročilo zgodb iz davnine, ki so se pripovedovali skozi stoletja in se jim je vsakič nekaj novega dodalo ali odvzelo, je bil to nek posebno dramatičen način pripovedovanja, namreč teh preprostih zgodb in dogodkov. Vsak prihod nekoga, njegove besede, njegov molk, vse je nosilo v sebi nek poseben pomen. Nič ni bilo običajno, vsem je bilo prisotno neko globlje občutenje, neka usodnost. In ista zgodba se je vedno pripovedovala na nek nov način. Pričakovalo se je, da je vsak dan nekaj svojega in spominjam se, da so te iste preproste zgodbe bile vedno drugačne. Takrat seveda nisem vedela, da je ta preprosti, neuki narod začutil, da ima vsak, ki pripoveduje, pravico do svoje lastne interpretacije. Imeli so izrazit smisel za dramatičnost, čeprav ni nihče izmed njih nikdar obiskal kakšnega gledališča. Še vedeli niso, da nekje daleč v daljnem svetu kaj takšnega obstaja. Lahko trdim, da so imeli neko svojo obliko teatra, čeprav se tega niso zavedali in to zelo dobrega teatra. V njem je bilo združeno vse, nek vznesen, realističen pogled na stvari, poučnost in nenazadnje kratkočasnost in veselje nad samim pripovedovanjem. Če danes pomislim, neka oblika spontanega gledališča vzeta iz življenja. Danes temu rečejo učeno antropološko gledališče, ker današnja umetnost in s tem tudi gledališka trdi, da je lahko čisto vse umetnost, da ni nujno, da so umetniki samo tisti, ki so šolani in da v nekem trenutku lahko narediš za umetnost ali pa, ne vem, objekt umetniški, kar hočeš. Seveda moram omeniti neko posebnost. Pravica pripovedovanja je bila in petja starih pesmi je bila rezervirana izključno za moške.
Pot v antičnem gledališču. Ženske so bile poslušalke in občudovalke. Ko sem v Mariboru začela obiskovati osnovno šolo, se mi je kmalu odprl prostor nastopanja na šolskih predstavah in kasneje v dramskem gledališču. Prostor velike svobode in veselja, da lahko recitiram, pojem, igram in plešem. Ta prostor se je vedno bolj odpiral v nek nov, tako rekoč paralelni svet nekega boljšega in lepšega življenja. Neskončen prostor domišljije, kjer je bilo možno doživeti tisto, česar nisi mogel doživeti v resničnem življenju. Prostor sanj in poezije, glasbe in svetlobe. Prostor izmišljenega, pa vendar na nek način resničnejšega od samega življenja. Prostor poln čarobnosti in lepote. Obilje vznesenih občutkov, ki te je dvigovalo nad običajnost vsakdanjega življenja in ti je dajalo občutek, da se dvigaš res visoko, visoko. Pravijo, da se je gledališče razvilo iz poganskega kulta, iz nekih starodavnih obredov. Tega seveda ne moremo vedeti natančno, ampak vsak, ki je bil kadarkoli del neke gledališke predstave, je lahko dobil ta občutek, da je res del nekega skrivnostnega obreda. V drami Rudija Šeliga, Čarovnica iz Gornje Davče, kjer sem še res kot zelo mlada igralka igrala to Darinko, to čarovnico, to pogansko dekle, je edini stavek, bil je stavek, ki mi je edini ostal še danes v spominu, s katerim sem se tudi že takrat ogromno ukvarjala in seveda nikogar ni bilo, ki bi mi ga razložil. Glasil se je: jadrala bom poševno v bit. Jadrala bom poševno v bistvo. Ta bit, to bistvo, takrat sem tako sklenila, je bila zame svoboda. In jadrala sem k njej na krilih domišljije, občutkov, sanj, lepote in glasbe. In oblaki so bili meja. Kot pravi francoski pesnik Charles Baudelaire, ljubim oblake, oblake, ki romajo tam doli, tiste čudovite oblake. Globok panteističen občutek, da si del stvarstva in da nima nihče pravice omejevati te. Dobila sem v dar knjigo in prijateljica mi jo posvetilo napisala: ne sedaj na rob prepada, če nisi ptica. In jaz sem še z večjimi črkami dopisala: jaz sem ptica. Ko se začne življenje okrog tebe rušiti, se izkaže, da veliki pobeg ni več možen. Treba se je vrniti iz magičnega sveta domišljije in sanj. Takrat razumeš pesnika. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati? Ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brez up prihodnih odvzeti sred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako biti hočeš poet, pa ti pretežko je v prsih nosit, ali pekel, ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi, brez miru. Če sem prej jadrala na krilih poezije v neko globoko bit svobode, se zdaj izkaže poezija kot rešilni pas v morju bolečine. Nenadoma začneš slutiti nevidni svet z zavidnimi obrisi sveta. V tistih letih nekdanje države je bilo gledališče v glavnem politično. Kot da so se vsi ukvarjali s tem, predstave so bile polne namigov na tedanjo politično situacijo. Spominjam se, da se tudi navadna ljubezenska zgodba ni dala razložiti brez besede stalinizem. Totalitarno se je razkrinkavalo na vseh nivojih, nebo je bilo prazno. Ruskega pesnika judovskega rodu Josipa Brodskega je zasliševalec vprašal: kako lahko dokažete, da ste pesnik? In Brodski mu je
kako lahko dokažete, da ste človek? Žal moram priznati, da me je družbena funkcija umetnosti in gledališča zanimala samo odaleč. Nenehno sem se ukvarjala s svojo notranjo zgodbo. Všeč mi je bil stavek Sierana Kierkegaarda, da je Hegel s svojim filozofskim sistemom sezidal sjajno palačo, sam pa je živel v pasji uti. Hotela sem narediti sjajno palačo iz svojega življenja. Vsi poznate Shakespearovo dramo Hamlet. Vsi veste, kako se konča, da so na koncu vsi mrtvi. Ves dvor na Danskem. Tako da jo norveški kraljevič Fortinbras brez vojne zavzame. In poljski pesnik Zbigniew Herbert je napisal zelo lepo pesem Fortinbrasova žalostinka, ko norveški kraljevič Fortinbras stoji na stopnicah palače, kjer leži njegov mrtvi tekmec, danski kraljevič Hamlet. Zdaj, ko sva ostala sama, knez, se lahko pogovoriva kot mož z možem. Čeprav ležiš na stopnicah in vidiš toliko kot mrtva mravlja, torej črno sonce z lomljenimi žarki, nikoli nisem mogel brez smehljaja misliti na tvoje roke. In ko zdaj ležijo na kamnu kot razdrta gnezda, so prav tako brezmočne kot poprej. Prav, to je konec. Roki ležita zase in meč je zase, zase glava in nogi viteza v mehkih copatih. Pogreb boš imel vojaški, čeprav nisi bil vojak. To je edini obred, na katerega se malo spoznam. Ne bo sveč in petja, zažigalne vrvice bodo in grom. Žalni trak se bo vlekel po tlaku, čelade, podkovani čevlji, artilerijski konji, bobnanje, nič lepega vem. To bodo moji manevri, preden prevzamem oblast. Mesto je treba zgrabiti za grlo in ga malo pretresti. Tako ali drugače, moral si Hamlet umreti, nisi bil za življenje. Verjel si v pojme kristalne, ne pa v glino človeško. Žival si v nenehnih krčih, kot v snu. Lovil si himere, hlastno si glodal zrak in takoj bruhal. Znal nisi nobene človeške stvari, niti dihati ne. Zdaj imaš mir, Hamlet. Storil si, kar ti je bilo izvršiti in vse je za tabo. Ostanek ni molk, ker to zdaj padalo name. Izbral si lažji del, blesteči zabot. A kaj je junaška smrt nasproti večni preži, zmrzlim jabolkom v roki na visokem stolu, s pogledom na mravlišče in urino številčnico? Adijo, knez. Čaka me projekt kanalizacije in odlog o prostitutkah in beračih. Razmisliti tudi moram o boljšem sistemu ječ, saj kot si prav opazil, je vsa danska ječa. Odhajam k svojim zadevam. To noč se bo rodila zvezda. Hamlet, nikoli se ne bova srečala. To, kar bo ostalo za mano, ne bo predmet tragedije. Ne bova se poslavljala, niti pozdravljala. Živiva na arhipelagih, a ta voda, te besede, kaj morejo? Kaj morejo, knez? Tako sem takrat čutila, na eni strani pragmatiki, na drugi sanjači, vsi pa v morju besed, ki ne zmorejo nič. In potem se seveda vprašaš, ali obstaja beseda, ki zmore. Ali sploh obstaja kaj, kar bi lahko bilo nek smisel.
stolnici sem 7. januarja, se pravi na pravoslavni božič leta 2003, ko vstopiš v stolnico in je na desni strani Jezusova podoba s trnovo krono, sem doživela, da mi je Bog podaril vero van. Zadnjič me je klical nek gospod, ker zadnje čase ogromno govorim pač o teh stvareh. To je zame res težko, velika preizkušnja. Sprašujem se, če govorim prav, sprašujem se, komu to koristi. Seveda vse to se moram vprašati. Ne, ta gospod, neznan gospod me je po telefonu vprašal, poglejte, rad bi vedel, prosim, če mi poveste, kako ste srečali Boga in to mi natančno povejte. In jaz sem rekla, gledajte, gospod, meni se zdaj zelo mudi, ker imam predstavo, jaz vam tega enostavno ne morem povedati, ker je to zgodba celotnega mojega življenja in da bi jo razumeli, bi vam morala povedati toliko in toliko stvari in zdaj enostavno nimava časa. In potem se je zgodilo nekaj nenavadnega in je on meni povedal svojo res zelo lepo zgodbo, lepo, žalostno, da ni nikoli verjel v Boga in da je umrla njegova partnerica in ko je prišel s pogreba domov, je enostavno začutil, da je živa in začutil je še nekaj več in v tistem trenutku je rekel sebi, to je Bog, to je Božja prisotnost. In jaz sem rekla, ja, mislim, da se vam je res zgodilo na ta način. Ne? Moja zgodba je tudi zgodba neke ljubezni, ampak veste, jaz sem se ogromno spovedovala po res raznih cerkvah in samostanih in nazadnje, ko sem napravila življenjsko spoved, je menih v samostan v Ostru po Črni gori in je rekel, glej, Bog te je res rešil, ne vračaj se več na to, kar se je zgodilo, niti v razgovoru, ne. Tako da jaz seveda točno te konkretne situacije o tej ne morem govoriti, ampak seveda vse to niti važno ni, ne. Važno je, da so ta vrata vsakemu odprta, važno je, da je to vsem dostopno in da Bog nikoli ne presliši nobenega klica po njem, ki je res iz srca. Da ne bom predolga, našla sem seveda to besedo, Božjo besedo, ki me je na novo rodila. In ko sem začela hoditi k liturgijam, k vsem pravoslavnim, katoliškim, je dobesedno vsaka zgodba iz Evangelija, iz Svetega pisma je bila meni namenjena. In ni slučaj, da prva zgodba iz Evangelija v Loretski kapeli, kjer smo se takrat pravoslavni zbirali, je bila zgodba o izgubljenem sinu. Jaz seveda tega še nisem takrat razumela, da sem jaz izgubljeni sin, da sem se vrnila domov in da vrniti se v cerkev pomeni vrniti se domov. Zato sem še potrebovala nekaj časa. Vrniti se v cerkev pomeni res zame vrniti se domov, odrešiti se in tako čvrsto sest v očetovo naročje. Potem, ne vem, izmed vseh teh mnogih, seveda se jih vsi dobro poznate prilik, ker seveda mnogi izmed vas so pa tisti sinovi, ki so bili ves čas z očetom in v ruski cerkvi pravijo, da je s takšnimi, kot sem jaz, ki doživijo nenadoma veliko spreobrnjenje, da so z njimi same težave. No, upam, da ne. Me je pa recimo, nekako se me je dotaknila čisto kratko v bistvu par besed, prilika, ko Jezus ozdravi Petrovo taščo, pridejo iz sinagoge k Simonu Petru domov, povejo mu, da tašča leži v vročici. On se jo dotakne in vročica jo pusti. Vstala je in jim stregla. In v tem bi bilo tudi nekako bistvo moje ženske zgodbe, ker nisem samo igralka, v prvi vrsti sem mati, gospodinja, sestra, hči, prijateljica. Spravi, imam sem vpeta v mnogo odnosov in ta njegov dotik, zame dotik cerkve,
dotik njegovega mističnega telesa, njegove Božje besede, vsega tega stori, da lahko vstaneš in da strežeš vsem. V bizantinskem cesarstvu so rekli, da je ženski res zaupana, da je zaupana velika naloga in da je ženska rdeča nit med nebom in zemljo, med nebom in spravi med Božjim in vsemi tistimi ljudmi, ki jih ima rada in za katere skrbi. Zdaj, ker je naslov umetnik kot posredovalec Božjega, časovno sem ostala še v bivši državi, tako da vam bom čisto hitro, nisem se dotaknila, recimo, ko je Slovenija postala samostojna, se je osvobodila na več nivojih, osvobodilo se je na nek način tudi gledališče, ki ni bilo seveda več vpeto v nič totalitarnega, se je pa na nek seveda nenavaden način vpelo v nekaj drugega, česar pa niti danes natančno ne razumemo. To je pač novo sodobno gledališče, nova umetnost v obdobju interneta, mobitelov in vsega ostalega zakonov kapitala, ki jih verjetno vi, o čemer pač vi enako dobro veste kot jaz, ali pa še bolj. Tako, da bi rekla, mogoče sam še nekaj svojih misli. Pravoslavni menihi pravijo, da je poezija, in s tem jaz razumem tudi umetnost, da je lestev do neba. Ampak mnogokrat prekratka lestev. In da tista dovolj dolga lestev do neba, do Božjega prestola, je molitev. In mislim, koliko pač seveda vem, da mnogi umetniki to začutijo. Recimo Shakespeare, ko je napisal vse te svoje sjajne drame, ki jih že toliko stoletij preigrava v svet, je nazadnje napisal verze. To so verzi, ki jih izgovori Prospero v drami Vihar in ki se glasijo: V obup se mi pogreza vse, če me molitev ne otme, ki trka milosti nad vir, izsili odvezo in mir. No in recimo pred časom je slavna francoska režiserka Ariane Mnouchkine ob mednarodnem letu gledališča napisala poslanico, to se imenuje, prebere se vedno po vseh gledališčih po svetu poslanica, je v bistvu napisala nekaj, kar je bila molitev. Ves čas in vsak stavek je bil samo prošnja, sicer naslovljena na gledališče, na umetnost, ampak v bistvu molitev. Gledališče reši me, stori, da se bom lahko smejala, stori, da bom sproščena, podari mi to, podari mi ono. Spravi molitev. Meni zelo ljub dramatik Anton Pavlovič Čehov je rekel, da odgovorov ni, je samo življenje. No, jaz sem seveda vesela, da odgovori so, da so vsem dostopni, ker mi gledališčniki sicer vedno gojimo neke vrste, jaz jo imenujem lahko duhovnost, tako kot je, ne vem, lahka glasba, lahko duhovnost in smo zelo dovzetni za neke skrivnostne obrede, ki niso dostopni očem množice, ker se nam zdi, da tisto, kar ima neko vrednost, je dostopno samo redkim. Vendar seveda vsi vemo, da to ni res. Bog je velikodušen in njegova milost je brezkončna. Vse je dostopno vsem. Nihče ni izvzet iz njegove milosti. Če še rečem z oziroma, da je tu napis Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture, in da je v vsaki priložnosti treba reči še nekaj na to temo. Meni
Meni se zdi Maribor zelo lepo mesto, ne glede ali je prestolnica kulture ali ni, izjemno prijetno in lepo mesto, vpeto res v eno prečudovito naravo, polno, jaz jih tako doživljam, res prijaznih, prijetnih ljudi, ki dejansko vsi iščejo dobro, iščejo nek smisel, ki si želijo biti dobri, čeprav smo mogoče vsi skupaj pri tem malo nervozni, ampak res ga doživljam kot zelo lepo mesto in sploh recimo nisem v skrbeh, ne kar se tiče Evropske prestolnice kulture, ne ničesar, kar se kulture tiče, je v tem mestu stalno gledališče, opera, balet, umetnostna galerija in toliko institucij, kot jih recimo na Zahodu nimajo milijonska mesta. Tam so milijonska mesta, ki nimajo svojih gledaliških stalnih hiš in ansamblov, tudi operni, ne. Poleg tega, da je tudi ogromna cerkva prelepih in ne vem, kaj bi si še človek želel, razen, da se seveda potrudi, se od nas zahteva, da pa tudi pokažemo nek pogum in, kako bi rekla, neko pripravljenost. Počasi bom to zaključila. Rada bi rekla samo še to, ker je seveda kultura mnogo širši pojem kot samo umetnost in ustvarjanje, se veste, kultura oblačenja, kultura prehranjevanja, kultura stanovanja, kultura komunikacije, na koncu je čisto vse kultura. In ne vem, mnogokrat mi rečejo, kakšno sporočilo imam, ne, ob tem letu te prestolnice in v bistvu nobenega posebnega, razen da se mi zdi, da če se iskreno potrudimo, da smo vsaj malo ljubeznivi drug z drugim, da bomo izpolnili vso kulturo, tako kot pravijo svetniki, iskrena ljubeznivost je jezik angelov. Imejte oči odprte za čudeže Božje ljubezni, ki se nenehno dogajajo okrog nas. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je za voljo pričevanja, da bi pričeval v luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi v luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical. To je bil tisti, o katerem sem rekel, kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli